Petr te so rodile, prijateljice nam sladko, ki nam oživlja žile, srce razjasni in oko, ki utopi vse skrbi, po trdih prsih ugodi. Komu naj pred veselo, zdravljico, bratje, čmo zapet. Bog našo nam deželo, Bog živi ves slovenski svet. Brate vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Živeli si narodi, ki hrepeli dočaka dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prazno vsak, ne vrat, ne sosed bo mejak. Da rojak prazno vsak, ne vrat, ne sosed bo, ne vrat, ne sosed bo mejak. Nazadnje še prijatelji, kozarce zase vzdvignimo, ki smo zato se zbratli, ker dobro v srcu mislimo. Dokaj dni naj živi Bog, kar nas dobrih je ljudi. Kako fajn, da imamo zdaj 4 dni počitnice, ej. To pa res, ja. Bomo še lahko kaj FIFA špilala. Fajn doma, ja. Sam tudi album bo skozi težil. Jupi, počitnice! Ej, kaj še jaz malo špilam, pa prosim! Pusta na mir. Pa dač nič nisem špilal. zastopi. Pa tudi ne boš nič igral. Vsaj 15 minut, bomboni! Ne, pusti bombone na mir, to se zamajo. Bomboni! A nam 3 sekunde ti dam, da greš ven. 1, 2, 3. Šel mi je. Ti malo je skozi bi igrice špilal, mislim. Sebe res, ja. Skozi smo težil. Kaj pa, če bi ga zvezala, pa nekam dala? Da ga bi zvezala. Ja, oja, ta je bila dobra. Adam, bombone mama! To bomboni! Jo, teta moja dobrata. Knjige! Knjiga. Kaj je pa ta neka stara knjiga? France Prešeren poezije. Učenec, pisar. France Prešeren, prvak slovenskih pesnikov, se je rodil 3. decembra 1800 v draga bratca, zdaj me bosta pa poslušala. Ma da, dam 5 ven, no ne da se mi. Daj, prosim. Pa te imamo 5 minut, se nijamo nič pametnega za delati. Mnogo pa naj bo. Povedal vam bom pravljico. Nekoč je živel fantič, ki se je rodil v vrbi na Gorenjskem. Njegova mamica in očka sta ga poimenovala France. Vsem jasno. Mami ga je naučila brati, ko je bil še zelo majhen. Ko je bil star 8 let, je moral v šolo
kjer je bil zelo priden učenec. Zelo je rad bral in pisal. In imel je samo odlične ocene, zato je bil vpisan v zlato knjigo učencev. A boš poslušal? Ok. Oče in mama sta želela, da bi šel France v službo, on pa se je vseeno odločil, da bo še hodil v šolo. Da si je nabral dovolj denarja, je pomagal sošolcem, ki jih učenje ni šlo tako dobro od rok. Odšel je na Dunaj in se izšolal za odvetnika. Ves čas pa je pisal tudi poezijo. Ko je živel v Ljubljani, se je zaljubil v Primičevo Julijo, ki pa je mu ljubezen ni vračala. Zanjo je napisal nekatere svojih najlepših pesmi. Napisal pa je tudi besedilo za slovensko himno, ki je znamo zapeti čisto vsi Slovenci in jo ponosno vrtimo ob športnih zmagah in raznih prireditvah. No, ta fantič je precej preširen. On je naš največji pesnik in zaradi njega imamo danes tudi kulturni dan. Wow, da mu odkritimo vse to. Se vidi, da ima neki polava. Ja, se vidi, ja. Dragi prijatelji, v spomin na našega največjega pesnika dr. Franceta Prešerna 8. februarja Slovenci praznujemo kulturni praznik, branje knjig, obisk gledališč, proslav in drugih prireditev nas povezuje v kulturni narod. Pomislimo, kaj lahko sami storimo, da bomo v prihodnje živeli še bolj povezano. Naš svet bo mnogo lepši in varnejši, če bo vsak sam v svojem vedenju dobrohoten in spoštljiv do drugih ljudi ter okolja nasploh. Nina Jelen, kultura. Kulturno res ni, da na glas se smejiš, da z glavo v oblakih po svetu letiš, da se poljubu na cesti predaš in sploh ni kulturno, da glasno cmokljaš. Kulturno spet ni, da cel dan prespiš, da stolpe iz idej in želja si gradiš. Kulturno ni in tudi kulturno ne bo, da včasih želi si več kot lahko. Janoš in kultura. Janoš mi večkrat jezik pokaže, mami in očku pa tudi laže. V jezi me zmerja s trapasto kravo, tako vedenje mi ne gre v glavo. Zanje kultura neznana beseda, a šolar bi moral poznati več reda. Nevljudnim ljudem se je bolje ogniti in jih z vzgledom kulture učiti.
odpravimo po Ipavčevi poti in obiščemo muzeje v Šentjurju. Najprej smo obiskali muzej Južne železnice pri železniški postaji. Nazadnje smo si ogledali hišo Ipavcev, skladateljev in njihovo razstavo. Letošnja kulturna prireditev pa je posvečena tudi rodbini Ipavec, v kateri sta se več generacij prepletala zdravniški poklic in komponiranje. Slovenecem, kako je mati dejala, ko me je dete pesovala. Zatorej dobro vem, Slovenecem, Slovenecem. Ipavci. Po izobrazbi zdravniki so bili, po srcu pa glasbeniki do konca svojih dni. Njihov dom na Zgornjem trgu leži, imenovali so se Ipavci. Franc Ipavec, malo manj znan, bil je na Kozjanskem doma. Tam se je šolal zdravnika, odprl ordinacijo blizu Zvonika.
Poročil se je s Katarino Švajhofer, ki rodi mu 9 otrok. Izmed teh najbolj glasbeno nadarjeni Alojz, Benjamin in Gustav so bili. Alojz umrl je že mlad, a glasbo imel je neskončno rad. Njegov posluh izreden je bil, a vseeno medicinski študij je naredil. Benjamin se v Gradcu je zaposlil, kirurško bolnišnico je vodil. Slovensko glasbo povezan je bil, serenado za godalni orkester je naredil. Gustav je bil šentjurski župan, pa tudi zdravnik in skladatelj že dobro poznan. Pisal je skladbe in samospeve, od njih najbolj znana Slovenec sem je. Josip v očetovi hiši je živel, njegovo ordinacijo je prevzel. Po prvem slovenskem baletu Možiček je slovel, dokler na žalost ni obolel.